ne zmorem več preko svojih emocionalnih občutkov. Predvsem pa ne zmorem več prenašati pritiskov, ki jih prinaša tekmovalni ritem vrhunskega športa. S solzami v očeh je pred dobrima 2 letoma Štefan Hadalin sporočil, da končuje tekmovalno kariero. Dolgoletna usmerjenost v vrhunske rezultate je terjala svoj davek in ga postopoma izčrpala. Tudi zato, ker je bil vrhunski športnik, je bilo priznanje, da ima duševne težave, še težje. Ja, na neki točki sem se počutil, stigmatiziran je mogoče taka groba beseda, ampak definitivno sem se pa počutil na nek način obsojenega, ker pač ne zdržim, saj sem pa športnik, pa lahko zdržim vse. Spoznal je, da brez pomoči strokovnjakov ne bo zmogel. Iz primeža izgorelosti mu je med drugim pomagal športni psiholog. Za kar sem hvaležen in vem, da je to vseživljenjski proces. Že vrsto let se z bipolarno motnjo bojuje igralec in komik Žan Papič. Doslej je bil že 2-krat tudi na zdravljenju v psihiatrični bolnišnici. Me zadene na vsake kvarte, na 7 let sem pogruntil, da imam grozne ene valove, ki pridejo in se s tem ubadam tudi danes. Ob podpori družine in bližnjih mu je lažje, a brez ustrezne strokovne pomoči ne bi šlo. Ta trenutek tudi nisem v najboljšem obdobju, ampak se s tem zelo aktivno ukvarjamo in s psihiatri in s psihoterapeuti in je pač boljše. Psihoterapeuti so za pametne ljudi, samo bedaki mislim, da bo še sam. Pa je v svojem slogu neposredna Rebeka Dremelj. Po diagnozi raka je pevka in igralka najprej skušala ostati močna zaradi svojih bližnjih. Anksioznost in panični napadi so prišli šele po operaciji. Pomagala ji je psihoterapija, velik del ljudi pa se za strokovno pomoč še vedno težko odloči. Več kot polovica jih čaka več kot 1 leto od takrat, ko prepoznajo, da imajo težave, s katerimi v bistvu težko shajajo, do tega, da pokličejo recimo telefonsko številko, kjer se naročijo na pregled. Potem je pa še potrebno dodati seveda tudi različno dolge čakalne dobe. Te lahko trajajo tudi do 1 leta. Da bi ljudje hitreje dobili pomoč, so pred leti ustanovili centre za duševno zdravje, ki pa kadrovsko še niso popolni. Prav tako je pa potrebno delati na dvigu kompetenc, veščin, znanj, vseh ostalih ljudi, ki so vključeni v nudenje pomoči ljudem v stiski. Do leta 2028 načrtuje država vzpostaviti 25 centrov za odrasle ter 27 oziroma 28 za otroke. Ob tem si stroka želi tudi širitve mreže svetovalnih centrov za otroke in mladostnike. Trenutno po državi delujejo 4. To so centri, ki so nekakšno, vez med šolo pa potem med zdravstvom in ki so usposobljeni za razpoznavo in obravnavo teh zgodnjih znakov težav, zlasti v predšolskem delu, specifičnih učnih težav in nekaterih drugih težav, ki, če so pravočasno obravnavane, dejansko lahko otroku zelo koristijo in tudi konec koncev skrajšujejo potem vrste pri visokih specialistih. Koristi tudi, da se o duševnem zdravju iskreno govori. To bo ljudi spodbudilo, da ne bodo več odlašali z iskanjem pomoči.